dobro bi bilo tudi narediti analizo in podati analizo, zakaj je Slovenija že na oko marsikje zelo poraščena. Vse je prav prijetno se peljati, ampak v primerjavi z evropskimi državami, kdorkoli se je vozil in verjamem, da ste se vsi, je Slovenija ena izmed bolj poraščenih in zaraščenih držav. In zato bi bilo zanimivo videti analizo tistih 20.000 hektarov, ki so danes bi lahko bili godni za pridelavo hrane, ampak so v bistvu poraščeni in se še zaraščajo z grmovjem. In če ne bomo mi atraktivni, tudi v smislu politike, da bo ustvarjeno okolje, kjer bo za mladega zanimivo tako, za mladega, da bo vedel, jutri grem, delal bom to, kje so resursi, kaj lahko naredimo, čem lahko jutri predavamo moje uspešni zgodbi in jo grem v London predstaviti. Ti cilji bi morali tukaj biti in seveda odprte karte, zakaj je toliko poraščene zemlje. Hvala. Mogoče bo zašalo kot zares, preden minister doda svojo repliko. Manj je poraščenega na severnem Primorskem kot kje na ravninskem območju. Mogoče bi veljalo kakšnega iz severne Primorske preseliti v Prlekijo ali Pomurje oziroma Prekmurje, ampak to je zašalo, minister. Kratka replika, prosim. Jaz enkrat želim, da bi organizirali eno okroglo mizo, ker bi samo midva za gospod poslanko bila, pa da bi nam dali 3 ure na razpolago. To danes že tako izgleda, tako da bomo počasi... Moram plačati poslušalce. Ne, namreč, jaz nikjer nije možnosti dobiti z gospod poslanko, da bi izmenjala zelo različne informacije, ki jih imamo. To jaz predvidevam, da pač beremo različne statistike, pa to in enkrat moramo to organizirati. Vama predlagamo nekako skupaj. Ja, ampak dolgo mora biti. Ampak gospod poslanka ima prav. V tem trenutku je celo več kot 20.000, 23.000 hektarjev v zaraščanju, kar je bistveno manj, kako je bilo pred časom, ko je bilo 46.000, je pa še vedno preveč. Imam pa eno zanimivo izkušnjo, ki vam povem. Jaz zelo rad povabim tuje ministre, ampak kak način v Slovenijo na ta način, da gremo po terenu. Recimo, pred časom smo se vozila, takrat je bil predsedujoči z doktorjem Šandorjem Fazekašem, takrat je predsedoval evropskim kmetijskim ministrom, z njim smo se s kolesom vozila po Pomorju. Za Sabino Larojen, ki je tudi kmetijska ministrica, ko je predsedovala, smo se po drugem koncu Slovenije premikala, pa še tudi z drugimi. Generalno vsi rečejo, kako lepo je Slovenija obdelana in kako majhne so parcele. In ko odgovorimo in ko pridemo do tega, kako majhne so parcele, zelo hitro ugotovimo, kje pa se zarašča. Saj se ne zaraščajo njive, to treba vedeti. Ne zarašča se recimo one površine, kjer mi proizvedemo največ hrane. Zaraščajo se tiste površine, ki so tako male, da enostavno v bistvu ali kmet ali kmetica ocenja, da enostavno je preveliki vložek, ker relativno malo z njih dobi, da bi se s tem ukvarjal, ali pa kmetije, ki so v opuščanju in še nimajo naslednikov in so pa tako majhni, da tudi nimajo kupcev. In tu sedaj iščemo model, da bi mogoče spostavili ravno na takšnih kmetijah in na takšnih površinah, ki so za neko običajno kmetijsko proizvodnjo postale neobičajno nezanimive, da bi postavili socialni tip kmetijskega podjetništva. Imamo že 2 ali 3 primera v Sloveniji in če nam bo to uspelo v 2 ali 3 letih, bomo naredili korak naprej.